Spoštovani predsednik Republike, spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča, spoštovani nagrajenci in nagrajenke in spoštovani drugi gostje. V 90 letih prejšnjega stoletja smo po dolgih desetletjih vzpostavili temelje demokracije in pravne države. Stoletni sen samostojne pravne države in ustavno zajamčene demokracije, človekovih pravic in sodobnih pravosodnih institutov se je izpolnil. Kdor ga je pomagal graditi, tega ne bo nikoli pozabil. V tem stoletju, v teh desetletjih, ki smo jim priča, nas je čakala in nas še vedno čaka nova preizkušnja. Ne samo nas v naši mladi državi, tudi druge v veliko starejših državah. Pravica, ta pogosto zlorabljena beseda, je postala krhka. Slamnata podjetja, navzkrižna lastništva, holdingi brez zaposlenih, zlorabljeni pravni instituti. Doma tranzicija in globalno dolgoletna gospodarska kriza sta pokazala blišč in bedo pravne in socialne države in močno ošibila vero ljudstva v obstoj pravice, v obstoj pravne države. Pot do povrnitve zaupanja v pravno državo je zahtevna. Vendar smo skupaj napravili uspešne prve korake. V odprtem in javnem dialogu med vsemi vejami oblastmi smo izmenjali mnenja in poiskali prave rešitve. Prva faza sodne reforme, skrajšanje sodnih zaostankov, prenova zakonodaje, ki gredo vsi v smeri sistemskih sprememb in ne nazadnje zaveza med sodstvom in vlado, vse to kaže na nov pristop, nov zanos, lahko bi rekli novo samozavest. Letos smo si prvič upali skupaj javno zavezati, mislim na vlado in sodstvo, istemu cilju in ob strani pustiti nesoglasja in strahove. Prav zaveza je dokaz, da smo vsi skupaj bistveno spremenili lasten odnos do pravosodja, svoje dojemanje sveta in ustaljen način delovanja. Vrhovno sodišče in predvsem njegov predsednik sta pokazali izjemno vodstveno in integracijsko moč v sodstvu. Rezultati niso izostali. Če so se prejšnje leta zaostanki kumulativno celo povečevali, ste v zadnjem letu in pol dosegli izjemen napredek. Več kot 30% zmanjšanje zaostankov je dosežek, ki govori sam zase. Enako velik dosežek je zmanjšanje pričakovanega trajanja gospodarskih sporov, ki so še posebej pomembni za naše gospodarstvo. To je pa še posebej pomembno za izhod iz situacije, v kateri smo. Naši prvi skupni koraki so bili torej očitno usmerjeni v pravo smer in učinkoviti. Odklenili smo potencial sodstva. Zdaj, v naslednjih 3 mesecih, nas čaka novo pomembno področje. To je zagotavljanje transparentnosti in integritete na področju pravosodja na splošno, še posebej sodstva. Mednarodna skupina Greco je pred časom zelo prodorno in pronicljivo ocenila stanje v našem sodstvu. Opozorila je, da ugled sodstva trpi zaradi sodnih zaostankov, šibkega notranjega vodenja sodišč ter pomanjkanja politike preglednosti in odnosov z javnostjo. Spostaviti moramo torej jasna pravila ravnanja in določiti ključnega nosilca v zvezi s temi vprašanji. Sam vidim tu kot ključnega sodni svet. Hkrati sodstvom je pomembne korake naredilo tudi državno tožilstvo. Tudi drugi poklici v pravosodju vse bolj dojemajo nov, velik izziv in se nanj odzivajo. Tudi na ministrstvu, ki ga vodim, smo predstavili v višjo predstavo. Pripravili smo precej potrebnih sprememb zakonodaje, v novem letu pa bomo za izvedbo javno-zasebnih partnerstv začeli z izgradnjo nove sodne stavbe in novega zapora v Ljubljani. Prenovili bomo desetine stavb pravosodnih organov po vsej državi. Zagotovili bomo temelje za sodobno poslovanje, vse od informatike do voznega parka. Zadali smo si, kot vidite, precej nalog vsi skupaj. Vem, da tudi to sami veste in enako gledate na to. Mislim pa, da nas v naslednjem letu vse skupaj čaka naš največji izziv. Večji od vsega do sedaj omenjenega. In to je povrniti pravosodju samozavest in ugled. Vsi vi, ki danes tukaj sedite, ste svojo življenjsko pot zapisali pravosodju. Vsi vi ste svoje poklicno znanje namenili želji po zagotavljanju pravne države.
Brez učinkovitega, hitrega in doslednega delovanja pravosodja tudi ni pravne države in brez nje ni nepravičnosti in tudi ne socialne države. Potrebujemo torej vašo samozavest. Ta ne sme temeljiti na preživeti cehovski miselnosti, biti mora izraz strokovne sposobnosti, osebne odgovornosti in prepričanosti v služenje pravici in slovenskemu ljudstvu. Tudi mene je pot pripeljala v politiko in iz politike v pravosodje. Lahko bi rekli, da sem vaš začasni sopotnik. Vesel sem, da sem vaš sopotnik v teh prelomnih časih, v teh časih tako velikih izzivov. Naš skupni izziv torej res ni majhen. V časih, ko v naši deželi prevladujeta malodušje in vdanost v usodo na eni strani in pretirana kritičnost na drugi strani, je to še toliko težje. Zato potrebujemo strokovnost, samozavest in odločevalski pogum. Vsi današnji nagrajenci predstavljate prav to. Zato vam iskreno čestitam in se vam zahvaljujem za dosedanje in bodoče prispevke k naši skupni pravosodni bodočnosti. Vsak posameznik in vsako dobro delo šteje. Danes je v naši deželi v Sloveniji očitno, da smo pred veliko prelomnico v pravosodju in nasplošno. Trmasto vztrajati pri starih vzorcih in zagotovo propasti ali se podati na pot novega, tudi radikalno novega, če je to potrebno. Zato vas pozivam, da sledite osnovnemu sporočilu tega govora, ki sem ga danes tukaj imel, in to je, da opustimo stare vzorce, ki nas peljejo v propad in skupaj zgradimo novo slovensko pravosodje, boljše in novo slovensko državo. Hvala lepa.